Danes pozdravljamo med nami dr. Kristjana Nedoka, psihiatra. Pa me zanima, bom kar odkrita. Bolniki z multiplo sklerozo znamo biti tako zelo zakomplicirani sami s sabo. Niti ne znamo biti prav prijazni do sebe. Pogosto si kar sami postavljamo določene prepreke, meje. Soočamo pa se z ogromnimi ovirami, ki nam jih pač bolezen, ta naša bolezen tisočerih obrazov, o kateri tako radi spregovorimo, meje, o katerih govorim. Kakšen bi bil vaš nasvet, da si probamo te meje, prepreke, naše osebne prepreke odstraniti, dati na stran, nekako verjamemo v vaše izkušnje. Kaj bi nam rekli? Kakšen bi bil vaš nasvet? Zanimivo vprašanje. Zanimivo, da ste rekli v uvodu, da boste odkriti. Meje v glavi, meje v duši, meje v srcu. Meje, po moje, niso težava bolnikov z multiplo sklerozo. Meje so težava vseh ljudi. Civilizacije kot take. Zato bi težko svetoval karkoli samo ljudem z multiplo sklerozo. Meje so, žal ali pa na srečo, to prepuščam gledalcem, da presodijo nekaj, kar je v nas vseh. Imam nekaj klientov, bom rekel, pacientov, kakorkoli, z multiplo sklerozo, nekateri so polni meja, spet drugi pa ne. Živijo, kot bi ne imeli osnovne bolezni. Zdaj, a to pomeni, da nimajo čisto nič meja ali da jih imajo, težko rečem. Vsekakor pa bi dal skoraj roko v ogenj, da jim multipla skleroza teh meja ne dela dodatno. Tako da, seveda, bolezen je tisočerih obrazov, bolezen je resna, bolezen je nekaj, kar te verjetno zaznamuje, pa sigurno zaznamuje za vso življenje. Ampak ne bi pa rekel, no, vsaj z mojih izkušenj, da je nujno pogojena z mejami. Mislim, da je to odvisno od človeka samega. In ker vemo, vsaj jaz, da večina ljudi tam zunaj, ki nimajo multiple skleroze in nobene osnovne bolezni zraven, je polna meja osebnih in bojazni in tako naprej. Pravzaprav so bojazni tiste, ki so neka osnova za kar veliko plejado težav na področju duševnega zdravja in so, da tako rečem, naš vsakdanji kruh psihiatrov ali pa ljudi, ki skrbimo za duševno zdravje. Ja, bi rekel, da prestopiti meje je velika stvar. Ne samo za bolnike z multiplo sklerozo, ampak za ljudi na splošno. To sigurno ni nekaj, kar bi zmogel samo psihiater nekomu svetovati. To je najbrž tisto, kar je skrivnost vseživljenjskega učenja, soočanje z življenjem, kakršno je, sprejeti ga takšnega, kot se ponuja samo, in ne si želeti tistega, ki ga ima nekdo, ki pač jaz nisem, ali pa mi nismo. Se mi zdi, da tu nekje tiči ta ključ do uspeha. Ne smemo ali pa ne moremo se potolažiti, da ga imamo psihiatri ali pa kdorkoli v svojih rokah, ker ga nimamo. Ker vsak od nas je v končni fazi samo človek in prej ali slej v življenju naleti na meje. Na lastne meje ali pa na meje, ki ti jih postavi življenje, in seveda tudi mi, ki nimamo multiple skleroze, smo kdaj pa kdaj izzvani s temi mejami in jih je pač tako ali drugače potrebno prestopiti. Hvala za vaš odgovor. Sem prepričana, da bo marsikdo izmed nas našel v vašem odgovoru tudi kakšen delček sebe ali pa tudi kakšen delček odgovora za sebe in se res vprašal, ali je ta meja, ki si jo postavljam, res moja, res potrebna. Res, najlepša hvala za to. Me veseli.